Lep pozdrav, dragi gledalci in drage gledalke. Zopet smo skupaj sredi te adventne priprave na božične praznike. Danes je že 21. december, pomeni, da smo sredi tako imenovane božične devetdnevnice in z veliko hitrostjo se nam približuje božični praznik. Ta praznik poudarja telesno bližino Boga. Če smo v prvem delu adventnega časa nekoliko bolj z mislimi bili usmerjeni v njegov drugi prihod, v prihod Sina človekovega kot sodnika, kot odrešitelja na koncu sveta, pa ta drugi del adventnega časa bolj poudarja pripravo na sam božični praznik in na to, da je Bog telesno, fizično prisoten v našem življenju, že tukaj na zemlji, da je že prišel. Zato je zelo pomembna ta zgodovinska zavest, da se je odrešenje že zgodilo. Bog je blizu, Bog je prišel v to naše življenje, v ta naš svet. Pa ne samo v tisti svet, ko se je Jezus rodil v Betlehemu. Ta božični praznik nam vsako leto govori, sporoča, da Bog prebiva tudi v mojem življenju, v mojem svetu, ki ga jaz danes živim. V Stari zavezi je bila taka podoba Božje navzočnosti na zemlji, Jeruzalemski tempelj. To je bilo mesto, kjer je Božja šekina, Bog navzoč, Bog prebiva na zemlji. Zato je bilo to najsvetejše mesto za izraelsko ljudstvo. Vendar, s tem, da se je Božja beseda učlovečila, se ta slika nekoliko umakne. In zato zanimivo, da tega Jeruzalemskega templja ni več, tudi v fizičnem pomenu. Zato, ker Bog si je izbral nekakšen drug tempelj, da bi prebival danes v tem svetu. In ta novi tempelj je človek. To sem jaz, si ti, ki danes poslušaš to besedo. In zato si Bog prizadeva, da bi vstopil v ta tempelj, da bi bil resnično navzoč v našem življenju, v mojem življenju. In zato nam danes mašna berila podajajo nek zanimiv simbol te Božje bližine v našem življenju. In ta simbol, ta podoba je zakon. Poroka je odnos med možem in ženo. Zanimivo, da na današnji dan pri maši imamo dve možnosti beril. Ena možnost je, da vzamemo odlomek iz visoke pesmi. Vemo, da je to pesem, to je Božja beseda, ki govori o ljubezni med zaročencem in zaročenko in odraža, je odsev odnosa, ki ga želi Bog vzpostaviti z vsakim človekom. In druga možnost, ki je na razpolago, je odlomek iz knjige preroka Sofonija, ki pa tudi govori o neki hčeri, o neki ženi, sionska hči, jeruzalemska hči, veseli se, ker Bog želi s teboj obnoviti zavezo. In ta hči iz preroka ponazarja celotno Božje ljudstvo. Torej, danes nam Gospod govori v tej pripravi na Božič, da želi obnoviti zavezo z menoj, zavezo s teboj, želi obnoviti svoje bivališče v meni. Pravi prerok Sofonija, da se on, to je Gospod, veseli nad teboj v obnovljeni ljubezni. Ta Božič je nekaj novega, je neka nova Božja ljubezen do nas.
In Advent nam pomaga, da sprejmemo tega Boga v zgodovini, v svoji zgodovini, da mu danes dopustimo, da bi on živel v nas, da bi nas on ljubil, da mu odgovorimo na to Božjo ljubezen. Torej, Bog danes ne prebiva v templju, v neki zgradbi, ampak prebiva v kristjanu, v človeku, ki je vstopil v ta poročni odnos z Bogom. Zanimivo, da celotna zgodovina odrešenja, celotno Sveto pismo, od začetka, od prvih strani do zadnjih strani, govori o tem poročnem odnosu, zakonskem odnosu med Bogom in človekom. Bog je ustvaril človeka zato, da bi bil v odnosu z njim, da bi živela skupaj, Bog in človek. Vemo, da potem Božja beseda govori, da se je zgodila ta tragična stvar greha, da je človek izpadel iz te zaveze. Je obrnil Bogu hrbet, je začel delati po svoje. To v stari zavezi velikokrat Božja beseda imenuje prešuštvo. Zanimivo ta izraz. Govori se o fizičnem, biološkem prešuštvu, ampak govori se o tem duhovni nezvestobi do Boga, ko je človek, ko je izraelski človek, ko je to Božje ljudstvo zapustilo svojega Boga, svojega moža, svoj temelj in se obrnilo k drugim bogovom, to imenuje Božja beseda prešuštvo. In potem vsi preroki govorijo o tem, kako Bog želi obnoviti to svojo poročno zavezo z izraelskim ljudstvom, s človekom. In ta podoba se nadaljuje potem skozi celo novo zavezo do zadnje knjige, ki je knjiga Razodetja, ki tudi govori, da se bo Bog, ko bo prenovil nebo in zemljo, pojavil kot zaročenec svoje neveste, kjer bo na koncu ena taka nebeška poroka med človekom in Bogom, ko bo odstranjena vsaka nezvestoba, vsaka krivica, vsak egoizem. In zato, da bi se to uresničilo, Gospod nagovarja tudi letos vsakega od nas v tem adventnem času, da ga sprejmemo. Ta Božič naj se letos zgodi v meni. Gospod želi fizično bivati v meni. On želi danes biti poročen z menoj. In zato danes ta čudovit evangeljski odlomek o obisku Marije pri svoji sorodnici Elizabeti. In Marija, ki nosi Boga v sebi, ki je vstopila v ta poročni odnos z Bogom, ki mu zaupa, popolnoma se mu preda, nosi v sebi Kristusa. In ta prihod v Elizabetino hišo prinese tej ženi neizmerno radost. Ker Marija nosi Boga, je nosilec Boga. In zato je za nas ta slika Marije zelo pomembna, ker enako želi Bog danes biti prisoten v tem svetu, v tej družbi, v kateri živimo. Kako? Ne po teh cerkvah, kjer so tudi lep arhitekturni spomenik, lahko neka umetniška vrednost, je to mesto, kjer se cerkev zbira, ampak ni to glavna prisotnost Boga danes v svetu. Lahko vse cerkve porušijo, pa bo še vedno Bog navzoč v tem svetu po kristjanih, po ljudeh, ki so odprli svoje življenje Bogu, ki so tako kot Marija rekli, zgodi se mi po tvoji besedi. Želim, da ti upravljaš moje življenje. Torej, Marija je nosilec Boga, Marija je ta tempelj, Marija je ta zaročenka, ta hči Sionska, ki je sprejela to ponudbo Boga, da živi z njim,
da živi kot poročena z Bogom. Zato kristjan, ki naredi ta korak, postane znamenje, postane zakrament. Tisti, ki nosi v sebi Boga, in še drugi ljudje, ki nosijo v sebi Boga, ki živijo Božje življenje, novo življenje, potem Bog ustvari cerkev, ustvari skupnost, ki je zakrament, ki je sveto znamenje Božjega delovanja tukaj na zemlji. In še ena posebna slika, ki nam jo je Gospod dal, te svoje navzočnosti, tukaj ste vsi tisti, ki živite zakrament svetega zakona. Zato je sveti zakon tako čudovita stvar, ker vi na viden način odražate v tem svetu to Božjo bližino človeku. In zato je razumljivo, da današnji svet tako napada zakon. Zato, ker je to podoba Boga, ker je to podoba Božje ljubezni do nas in našega odgovora ljubezni do Boga. Zato bi danes res zaželel vsem zakoncem, da v tem Božiču še posebej doživite to, da vas Gospod podpira, da vam on daje moč, da bi živeli kot Božje priče, kot priče, da nam je Gospod blizu, da on daruje ljubezen vsem nam, da jo lahko živimo potem v našem specifičnem poklicu. Naj danes ta dan izkoristimo za to, da res prosimo Gospoda, naj živi v nas, da bomo tudi mi, tako kot Marija, nosilci Boga, da bomo prinesli veselje svojim bližnjim, da bodo tudi drugi, tako kot Elizabeta, lahko rekli, blagor tebi, ker si veroval, blagor tebi, ki si pustil, da Bog ureja tvoje življenje, ker je nekaj čudovitega. Tega vam želim.